zdi se mi, da se v zadnjih dneh prav vsi na nekaj pripravljamo. Trgovci se očitno pripravljajo na to in tudi vidim zelo očitno, da bojo preživeli najbolj uspešen mesec. Čestitam. Mi se pripravljamo na to, da s kupovanjem in obdarovanjem razveselimo najprej sebe, potem pa še vse bližnje. Čestitam. Še cirkus se pripravlja na Božič, namreč zato smo ustanovili in uvedli adventni čas, s katerim se bi rad pripravili na Božič. Ampak jaz se sprašujem, kako se pa človek res pripravi na praznovanje Božiča? A lahko mi zares kaj naredimo za to, da se pripravimo? Jaz mislim, da nekaj je gotovo. Najboljša priprava in najbolj učinkovito sredstvo, kako sebe razpoložiti za veliko skrivnost Božiča, je ta, da vstopim v tiho občudovanje. V tiho občudovanje. Najprej, zakaj tiho? Zaradi tega, ker je tišina edino sredstvo, da bom jaz zares videl skrivnost Boga. Kajti, če praznujemo Božič, ga praznujemo v tem smislu, da Bog postane del naše izkušnje in da stopa v ta naš svet. In zato potrebujem tišino. Ne morem jaz svojim lastnim delovanjem in svojo lastno iznajdljivostjo ali pa celo nakupovanjem pripraviti sebe za to, da se bom razpoložil za Boga. Ne. Fora je ravno ta, da stopa Bog v ta naš svet in tako ga lahko sprejmem v tišini. In druga stvar, ki jo potrebujem, je, da se mu drži občudovanja. Namreč, da ugotovim, da božična skrivnost, prihod Boga med nas, ni enkratni dogodek in ni samo spominjanje na takrat, kar se je zgodilo v Betlehemu, ampak je predvsem vstopanje v bližino Boga, ki enkrat za vselej želi biti del našega sveta in želi biti blizu nam. In zato potrebujem občudovanje, kajti samo to me lahko napolnjuje z veseljem. Vse, ki se torej pripravljate na praznovanje Božiča, želim veselo izkušnjo in predvsem tiho občudovanje.